Lepo pozdravljeni, predstavljamo Čopovo nagrajenko, tudi predavateljico na kongresu ZBDS Dunjo Lega. Dunja, kako si ste počutila, ko ste dobila Čopovo diplomo? To so v bistvu neverjetni in nepozabni občutki. Predvsem zaradi tega, ker vidiš, da te je predvsem tvoj kolektiv, tvoje matično društvo, Društvo bibliotekarjev Maribor prepoznalo kot akterja, ki je nekaj dosegel, ki je prepoznaven v slovenskem prostoru. Tako kot sem tudi omenila, društvo je pripravilo utemeljitev, na katero sem bila celo sama presenečena, ampak govorim drži, bila je pa zelo smelo napisana. Kako naj rečem, mislim, mi je v čast, da sem to prejela. Temo, ki si jo predstavlja na ZBDS, je avtopoetika in ena izmed misli, ki so mene zaposlile, ko si govorila teme, da so naši knjižnični sistemi kot pasivni in kako aktivna si v iskanju drugačnih rešitev in mostovov. Lahko mogoče tukaj kaj poveš? To je ena trditev, ki sem jo prebrala, da je pomanjkljivost naših knjižničnih sistemov, da nismo v virtualnem svetu bolj obiskani, ker zatiskati oči si več ne moremo, konkurenca je velika. Uporabniki so na Googlu, prva vstopna točka je Google, šele potem knjižnični sistem. Da bi se morali tudi v tem kontekstu prilagoditi uporabniku, ker oni se nam verjetno ne bodo. In tu iskati nove možnosti, kako jih pritegniti. Ali ne vem, z kakšnimi promocijskimi akcijami, z nadgradnjami teh sistemov, ki dopuščajo več neke interakcije tudi z knjižničarjem. Včasih smo imeli, bom rekla, zelo angažiran sistem Vprašaj knjižničarja, ki je pol kasneje malce zamrl. Sami lokalno v naši knjižnici tega v bistvu ne počnemo na tak način. In to so, bom rekla, aktivnosti, katerim bi morali vnaprej posvečati več pozornosti. Torej gradnja odnosov z uporabnikom v njegovem svetu, ne našem. Tako kot recimo si omenila generacijo Z, To je zdaj generacija, ki je od leta 95 danes stara 24 let, ali pa še mlajša. Danes vstopa na fakultete, recimo 19 let stari, torej študentje, postajajo zdaj študentje univerz in ti so dejansko drugačni. In tako kot sem tudi rekla, na lastne izkušnje, tudi na lastne vrednote, ki jih gojimo, se ne moremo preveč zanašati. To je čist en drug svet, ne da ne, mislim, sem tudi pristašica teh, da seveda na določene vrednote je potrebno opozarjati, da bi bilo prav, da jih tudi oni gojijo, bolj te tradicionalne, vendar otroci, mladina, oni gredo po svoje. Oni so drugačni, in spoštovati njihov drugačen svet. Absolutno. Mene je nagovoril tudi ta novi izziv, ki si ga predstavlja, da zgradimo več mozdov med različnimi vrstami knjižnic, kar je v bistvu tudi na en način sporočilo knjižničarskih novic. Jaz mislim, da premalo aktivno sodelujemo. Recimo tudi v Mariboru lahko rečem, seveda imamo zelo pomembno splošno knjižnico in pa, bom rekla, zelo pomembno dvoletno knjižnico. Ne da ne, seveda sodelujemo, ampak to sodelovanje bi moralo biti intenzivnejše na moji ravni, mislim, po mojem prepričanju, bolj načrtovano. Imamo skupne točke, imamo torej seveda različne točke, ki jih gojimo sami, vendar te skupne točke bi morali bolj prepoznati in proaktivno delovati v korist uporabnika. Ker uporabnik je pa skupni, Tako kot sem napisala, uporabnik je skupen, pa uporabnik je eden. Tako. Dunja, najlepša hvala za ta kratek intervju za naše bralce knjižničarskih novic. A bi jim mogoče rada še kaj sporočila? Berite knjižničarske novice. Hvala. Jaz jih in vedno z veseljem.